Prav, začnimo. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na novinarski konferenci mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo in pa digitalnega središča nevladnih organizacij. Z naslovom nastavimo ogledalo resornim ukrepom na področju digitalne vključenosti. Namen te novinarske konference je trojen. Prvič želimo nevladne organizacije v mreži NVO Vid opozoriti na pomanjkljivosti vladnih ukrepov na področju digitalne vključenosti, digitalne dostopnosti, odprte kode, zelenega in digitalnega prehoda ter strateškega načrtovanja transparentnosti in izvršne zmogljivosti vladnih ukrepov. Kot drugo, želimo na osnovi identifikacije teh pomanjkljivosti predlagati ukrepe za bolj ravnoteženo, suvereno in pa tehnološko neutralno trajnostno vključenost prebivalstva na področju digitalne preobrazbe in pa seveda predstaviti tudi primere dobrih praks, ki jih izvajamo v nevladnem sektorju. Če združimo oboje, je končni namen te našega dogodka javno pozvati Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za digitalno preobrazbo k boljšim in ustreznejšim ukrepom na področju digitalne vključenosti prebivalstva. Če zelo nakratko predstavim še organizatorja današnjega dogodka, mreža nevladnih organizacij vključujočo informacijsko družbo je krovna nacionalna mreža nevladnih sektorjev, ki pokriva področje informacijske družbe in digitalne preobrazbe, združuje 25 nevladnih organizacij, katerih ima 7 status nevladnih organizacij v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe. Drugi organizator je pa digitalno središče nevladnih organizacij, ki pa deluje kot podporno okolje za digitalno preobrazbo nevladnega sektorja. Če zelo nakratko pozamem, kaj so tista naša ključna sporočila, ki bojo potem moji kolegi, ki bom predstavil v nadaljevanju, natančneje predstavili in podrobneje opisali. Ključne stvari, katere mislimo, da bi mogli izboljšati na področju ukrepov za digitalno vključenost prebivalstva, so naslednje. Bolj transparentno oblikovanje politik na tem področju, boljša medsektorska usklajenost ciljev med vladnimi resorji, večje in pa bolj učinkovitejše, bolj demokratično sodelovanje strokovnih javnosti pri pripravi politik in ukrepov, upoštevanje potreb prebivalstva, kateremu so namenjeni ti ukrepi, uravnotežena izvedba prioritet, spravi skladno izvajanje zakonodaje in pa učinkovito izvajanje zakonodaje na tem področju, moti nas tudi različni očitki, ki se tičejo integritete javnega naročanja, povezavi z ukrepi na tem področju in pa seveda potem potrebna tudi zunanja evalvacija ukrepov, ki so financirani strani davkoplačevalskega denarja. Preden gremo na sam program tega dogodka, bi še predstavil moje cenjene kolegice in pa kolege iz mreže nevladnih organizacij, ki bojo predstavili posamezna področja, točke današnje novinarske konference. Bi začel kar iz leve proti desni. Gospa Mateja Strašek, na moji skrajni levi, oziroma vaši desni, iz Zveze društev upokojencev Slovenije in pa koordinatorica delovne skupine za digitalno vključenost starejših, ki bo predstavila svoj pogled in pa predloge na področju digitalne vključenosti starejših. Ob njej Maša Malovrh iz založbe Beletrina, sopredsedujoča delovni skupini za digitalno vključenost pri mreži NVO Vid, bo predstavila področje digitalnih javnih storitev in pa izvajanje zakonodajne področju digitalne dostopnosti. Ob meni Matija Šokle iz Društva uporabnikov Linuxa Slovenije, sopredsedujoči delovni skupini za proste programe in proste storitve pri mreži, bo predstavil problematiko digitalnih javnih storitev z vidika tehnološke diskriminacije in pa predloge za krepitev uporabe odprtokodnih formatov in pa rešitev. Ob meni na desni kolega Matjaž Ugošek iz Društva Duh časa, ki bo predstavil ukrepe za ambicioznosti, zeleni in pa digitalni prehod. Nadaljujemo z kolegom Kristjanom iz Društva Rampa, Kristjan Tkalec, Društva Rampa, hvala Matija, vice, da sta Kristjan pa Matija sta povezana kot sopredsedujoča delovni skupini za proste programe in storitve, ki bo predstavil projekt, ki ga vodimo v okviru naše mreže na prostem in pa list but not the last, rečemo, kolega Jože Gornik iz Zavoda Nefix iz regionalnega stičišča Središče, ki bo predstavil pa rezultate akcije namizni računalniki za prizadete v poplavah. Zelo smo kot mreža veseli, da imamo tudi predstavnika regionalnih stičišč kot drugega podpornega okolja nevladnega sektorja in se nam tudi zdi pomembno, da vsebinske mreže in regionalne stičišča sodelujemo na konkretnih izzivih za kakovost naše družbe.
Tako da zdaj bi pa kar dal besedo kolegici Mateji Strašek iz Zveze društva upokojencev in predsedujoči delovni skupini za digitalno vključenost starejših, da predstavi izzive in pa ukrepe na tem področju. Izvoli, Mateja, beseda je tvoja. Pozdravljeni. Tako da v naši delovni skupini je 10 članic mreže, ki smo si seveda postavili tako vizijo kot poslanstvo in tukaj bi izpostavljali dve. Eno je, da digitalno suvereni starejši so enakopraven steber družbe. To pomeni, potrebujejo znanja, potrebujejo opremo, da jih vključimo. In zato zastopamo in spodbujamo in se povezujemo z deležniki, ki imajo vpliv, da jim omogočimo dostop do digitalnih veščin, digitalnih tehnologij in spleta po celi Sloveniji. Omenila sem povezovanje na ta način, zato ker ukrepov je zdaj kar nekaj na trgu za digitalno usposabljanje starejših. Ti ukrepi so časovno omejeni, iztekajo se konec leta, kar pomeni, da imamo veliko ponudbo izobraževanj za starejše, ki pa niso fokusirani prav na njihove potrebe. In zato smo recimo na našo pobudo organizirali in sklicali sestanek pri Varuhu človekovih pravic, da izpostavimo na eni strani dobre prakse, ki smo jih uspeli vzpostaviti, po drugi strani pa, da so zadeve bolj strukturirane in bolj primerne za starejše. Vzpostavili pa smo, zato ker se zelo pogosto po medijih izpostavlja, da smo starajoča se družba, da je vedno več starejših, po drugi strani pa še vedno uporabljamo merila in kazalnike, ki zamejujejo starost. Mi ne moramo govoriti o tem, da se življenjska doba povečuje krepko čez 80 let in istočasno izključiti vse življenjskega izobraževanja vse starejše od 65 let in pa za ukrepe, ki obstaja recimo 200 000 starejših od 75 let, da zamejimo njihov dostop do ukrepov zato, ker so starejši od 75 let. Te zadeve treba nasloviti in tudi spremeniti. In zato je pomembno tudi, da starejših ne etiketiramo kot breme družbe, kot ljudi, ki so odslužili svoje, zato ker to so ljudje, ki so omogočili, da imamo danes tako tehnologijo, tak standard in taka znanja, ki jih imamo. Zato bodimo zdaj empatični in jih vključimo, ker po naših izkušnjah starejši si želijo biti izkušeni. Vsi želijo novih znanj, ampak na njim prijazen način. Kar pomeni, ko jih prvo vprašaš in rečeš, pridite na izobraževanje, bo odgovor, ne, jaz sem že svoje odslužil. Ko pa naslovite njihov strah, da bo nekaj narobe, njihov sram, da se zdaj učijo bolj počasi, potem pa povejo, seveda si želimo usposabljanje, želimo biti vključeni, ampak na nam prijazen način, mora biti vključujoče, ne nam odpredavati in iti. In če se začnemo dogovarjati, da bi starejše opredelili kot digitalno ranljivo skupino, ne v smislu, to so pa ljudje, ki so odsluženi in ko so počasni, da nehamo enačati starost z boleznijo, ampak kot delom naravnega življenjskega procesa in če jih opredelimo kot digitalno ranljivo skupino, samo zato, ker se v svojem življenju niso aktivno srečali z računalništvom in uporabo pametnih telefonov in jih temu spodbudimo in učimo, bomo dejansko naredili tisto, kar si želimo in to je digitalno vključujoča in družba za vse. Tako da jaz bi s to mislijo kar predala besedo naprej. Hvala. Mateja, najlepša hvala. K besedi vabim kolegico Mašo Malovrh iz založbe Beletrina, ki je sopredseduje delovni skupini za digitalno dostopnost. In te lepo vabim k besedi. Izvoli, Maša. Najlepša hvala, Simon. Tudi področje digitalne dostopnosti je eno izmed ključnih, ki ga obravnavamo v okviru mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. V mreži namreč se trenutno ukvarjamo 3 organizacije, konkretno tudi s to tematiko.
Namreč vsi v mreži se pa v bistvu bolj ali manj močno zavedamo, da je digitalna dostopnost v Sloveniji še močno deficitarno področje, kljub temu, da zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij velja že 5 let, se pravi od leta 2018. Obenem pa pričakujemo tudi, da bo v veljavo oziroma v uporabo stopil zakon o dostopnosti produktov in storitev za digitalnih produktov in storitev za invalide. Oba zakona vključujeta potrebo po izvajanju dostopnih digitalnih vsebin. Tukaj mislim predvsem v prvem planu predvsem na spletne strani, mobilne aplikacije in s tem povezane vmesnike in vsebine. Namreč, zakaj opažamo, da je to deficitarno področje v Sloveniji, se pravi tukaj čisti iz praktičnega dela organizacij, ki delujejo na tem področju, se pravi, poleg Beletrine je v mreži še Zavod za digitalno dostopnost A11Y in pa medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. Ti dve organizacije se poleg Beletrine že dolgo let ukvarjata predvsem z ozaveščanjem, pa tudi z omogočanjem ustrezno dostopnih spletnih strani in mobilnih aplikacij za zavezance trenutne zakonodaje, ki je pač sicer v bistvu celotni javni sektor s parimi izjemami. V bistvu iz praks lahko odgovorim na postavljeno vprašanje, zakaj je še vedno to področje po 5 letih deficitarno, namreč velika mera neozaveščenosti in neinformiranosti o tem področju, predvsem o obveznostih, ki jih zakon prinaša, je moč opaziti predvsem v ruralnih okoljih, v občinah, ki vemo, da jih v Sloveniji malo morje. Čim se premaknemo iz Ljubljane ali pa iz Maribora ven, vidimo, da občine nimajo urejenih svojih obveznosti, niti izjave o dostopnosti ne objavljajo na svojih spletnih straneh. Po drugi strani imamo pa tudi omogočen že inšpekcijski nadzor, ki traja vsa ta leta na strani Inšpektorata za informacijsko varnost Republike Slovenije, ki je sicer prišel iz MJU-ja v tem času na MDP. Ugotavljamo, da pač tudi inšpektorati oziroma člani inšpektorata so tudi člani naše neformalne strokovne skupine za digitalno dostopnost, ki jo imamo z ministrstvom. Ugotavljamo pa, da je pač inšpektorat vsekakor preobremenjen, da bi lahko malo bolj poglobljeno ali pa malo bolj kakovostno, da rečem, izvajal te analize. Ne nazadnje se tudi nobena kazen še ni bila podeljena, ki jo tudi zakon predvideva. Napredka pa, kot rečeno, je vidnega zelo malo. Želim izpostaviti tudi to, da tudi kader dejansko proizvajalcev spletnih strani in izvajalcev tega ni ozaveščen in ni ustrezno informiran, ker pač, ko je enkrat biznis po sredini takih stvari, se marsikaj v smislu ozaveščenosti prehitro zgubi. Zato, kar je naš predlog za izboljšanje te situacije nasploh, je upoštevanje stroke, ki v Sloveniji obstaja, ampak ker je ta očitno trenutno še v nevladnem sektorju prisotna, je mogoče zato malo manj opazna in favorizirana, da tako rečem, ampak vsekakor delamo vse v svojih močeh, tudi po lastnih linijah in po linijah mreže, da se to spremeni. Tako da vsekakor bi poudarili, da vidimo rešitev v tem, da se stroka bolj vključuje, oziroma da jo pristojno ministrstvo in inšpektorat tudi bolj upoštevata. Hvala. Maša, hvala. Nadaljujemo kar naprej po programu. Matija Šofle, Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije. Izvoli. Dobar dan. Najprej bi pozdravil oziroma izrazil naša veliko veselje nad informacijo, da ne bi računalniki, ki bo distribuiran prek sistema Miro, tekel operacijski sistem Linux in s tem tudi kupene druge odprtokodnih rešitev. Zato nas pa še ekstra čudi, zakaj še vedno po letu pa pol ni podpore za elektronsko osebno izkaznico na sistemu Linux. Nazadnje nam je bilo rečeno, da ne bi bila podpora končno sprogramirana jeseni letos, da bi bilo takrat pa končno na istem nivoju kot Windows in macOS sistema, pa zunaj lučke obešajo novoletne, pa sistem za Linux še zmer nima uradne podpore za elektronsko osebno. Tukaj moram še poudariti, da je slovenska odprtokodna skupnost vmes, zdaj sicer že kar par mesecev nazaj, sama sprogramirala to podporo za odprtokodno rešitev OpenSC, ampak ta ni državno uradno podprta. Tako da uradne podpore na Linuxu še vedno ni za elektronsko osebno izkaznico.
Ena stvar, ki jo poudarjamo že leta, v Lugosu že desetletja dolg, so pa pomembnost odprtih formatov in odprtih standardov. Tukaj gre za to, da so ključnega pomena tako za interoperabilnost kot dolgoživost podatkov in dokumentov, kar pa v praksi pomeni, naprimer, z vidika komunikacije državljan-država, da lahko posameznik komunicira z državo, z javno in državno upravo, s katerimkoli programom, ki želi, dokler ta podpira odprt format, ki je predpisan za komunikacijo. Skratka, da ni usiljen monopol določenega ponudnika računalniške storitve tudi na vse državljane, samo zaradi tega, ker je to trenuten ponudnik za javno upravo. Z vidika dolgoživosti na drugi strani, to je bil v vidiku interoperabilnosti, z vidika dolgoživosti je pa tukaj zelo pomemben, ker so samo odprti formati in odprti standardi tisti, ki lahko kljubujejo zobu časa in so te datoteke lahko še vedno odpre tudi leta in desetletja potem, so bile ustvarjene. Tukaj tipičen in zelo dober use case v Sloveniji imamo tukaj čez cesto slovenska sodišča. Pozdravljamo tudi, da se v smernicah pojavi načelo odprtokodnosti, sicer v zelo omejenem kontekstu, ampak nekaj je. Bi radi pa tukaj poudarjali, da se še bolj poudari oziroma bolj implementira ta načelo public money, public code, torej da z rešitve, ki se financirajo tudi z javnimi sredstvi, da morajo bazirati na odprtih formatih in odprtih standardih in da mora biti končna implementacija oziroma končna rešitev tudi objavljena pod odprtokodno licenco. Ker pa vemo, da se neke stvari na tem področju že dogajajo, imamo tudi zelo konkreten predlog za vlado in sicer, da se vzpostavi državen portal odprte kode po vzoru Evropske komisije in njenega Open Source Observatory and Repository in pa zadnje par let nemškega Open Code. Tukaj ideja zadaj je dvostranska. Po eni strani zaradi tega, da bi javnost bila bolje obveščena o tem, kako država, kakšni napredki so že bili v državi na tem področju. Po drugi strani pa tudi čist z aplikativnega vidika, ker ko bi enkrat bil repozitorij odprtokodnih rešitev, ki so bili z državnimi sredstvi oziroma z javnimi sredstvi sofinancirani ali izključno financiran, če mogoče, bi bil pač to nekaj repozitorij preverjenih rešitev, ki bi jih lahko tako gospodarstvo kot tudi posamezni državljani enostavno vzeli in implementirali s tem in znižali stroške in pač podpirali ponovno rabo v državi. To je to z naše strani. Hvala. Matija Kana, za ta pregled problematike na področju odprte kodne pa tudi konkretne predloge. Naj povem še, da bomo v zaključnem delu te našega dogodka, novinarske konference, še vsakega govorca prosili, da pove tisto ključno misel. Vidite, da je kar precej teh nekih izzivov, ki jih naslavljamo, ki smo jih opredelili in bi potem tistem ključni misli vsak to, če povedal, kaj je potrebno tudi še posebej pozoren biti pri naslavljanju digitalne vključenosti prebivalstva. Gremo naprej. Matjaž, zelo vesel sem, da si uspel vzeti čas. Vem, da imate pri vas na društvu Duh časov polne roke dela z pripravo računalnikov za ranljive skupine, na katerem so tudi odprtokodni operacijski sistemi. Tako da, Matjaž, iz društva Duh časa lepo vabim, da predstaviš svoj pogled na zeleni pa digitalni prehod in pa predloge. Izvolite. Hvala za besedo. V kontekstu usporednega digitalnega in zelenega razvoja mi vidimo nekako dve osrednji poti. Ena je podpora zelenemu prehodu s pomočjo digitalnih tehnologij, kjer gre za obdelavo podatkov o okolju, za lažje upravljanje sistemov, ki prispevajo k ohranjanju narave, pametna omrežja, pametna mesta in podobno. Gre torej za to, kako lahko z digitalno tehnologijo podpremo raznovrstne procese zelene preobrazbe. Potem je še druga pot, okolju prijazna digitalna preobrazba, kjer govorimo o tem, kako lahko digitalni svet in spodbujevalci digitalnega razvoja omejimo njegov škodljiv vpliv na okolje.
naprimer z zasnovanjem celotne proizvodne verige digitalnih tehnologij v kako od oblik krožnega gospodarstva, ali pa kakšno digitalno tehnologijo sploh uporabljamo, varčno in potratno, ali potratno in koliko, ne nazadnje tudi, ali skozi digitalne medije sporočamo, da je edina smiselna prihodnost zelena. V poglavju Doprinos k zelenemu prehodu najdemo 4 točke strateškega načrta, ki pa naslavljajo le prvo od teh 2 predstavljenih poti. Drugo pot je v strategiji digitalne Slovenije 2030 precej težko razbrati. V 65. ukrepu je predstavljen mehanizem zagotavljanja dostopa do računalniške opreme, uvrščen pa je v poglavje o digitalnem državljanstvu. Ta ukrep ima namreč tudi pomembne nastavke za ozelenitev digitalnega razvoja, ki pa jih načrt žal ne prepozna. Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti po drugi strani že napoveduje boljši izkoristek računalniške opreme, 19. člen na primer, subvencioniranja nakupa računalniške opreme ne omejuje le na novo, ampak tudi na rabljeno in obnovljeno opremo. Zakon o 23. členu državne organe in lokalne skupnosti zavezuje, da delujočo računalniško opremo namenijo mehanizmu. Nadalje je v uredbi, ki sicer še ni sprejeta, predvidena uporaba odprtokodnih programov, kot je že kolega omenil, in so ključni za podaljševanje uporabnosti te opreme. Te naštete ukrepe seveda pozdravljamo in upamo, da bodo sprejeti. Umeščanje strategije pametne specializacije, ki je sicer gospodarska strategija, med digitalno strategijo in krovno strategijo Slovenije pa žal potrjuje favoriziranje gospodarskih panog pred okoljevarstvenimi. Gospodarstvo je gotovo zelo pomembno za razvoj družbe, vendar pa narave ne bomo rešili z investicijami v njeno uničevanje. Zeleni prehod je nujen in moramo ga postaviti precej više na lestvico naših vrednot. Težava ni DESI indeks, naša aktualna in akutna težava je naravnost obupna okoljska napoved. Z načrtom za digitalno desetletje moramo čim prej predvsem in na prvem mestu pomagati zelenemu prehodu, saj sta tesno povezana skupaj. Po našem mnenju torej v načrtu manjkajo naslednji ukrepi. Trajnostne, energetsko učinkovite digitalne storitve in sistemi umetne inteligence, naslavljanje verig emisij v IKT sektorju, minimiziranje podatkovnega skladiščenja, zmanjševanje ogljičnega odtisa digitalnega gospodarstva, energetska samooskrba, ki bo podpirala digitalizacijo, ukrepi za dosego ciljev Evropskega zelenega dogovora, kot so na primer preprečevanje načrtnega zastaranja digitalnih izdelkov in storitev, povečanje njihove združljivosti, zagotavljanje pravice do obnavljanja in servisiranja ter spodbujanje ponovne uporabe in zagotavljanje recikliranja digitalnih naprav. Splošno spodbujanje uporabe odprtokodnih računalniških programov tudi pogrešamo, saj ti delujejo na starejših računalnikih, posledično se zmanjšuje potreba po kupovanju nove opreme. Načrt za digitalno desetletje je torej po našem mnenju pomanjkljiv, ne le z vidika načrtov na ravni ukrepov za zeleni prehod, ampak tudi z vidika neprepoznavanja zelenega v že zastavljenih ukrepih. In če mi dovolite, da za zaključno misel, da se izrazim malce bolj pesniško, manjkajo predvsem ukrepi, ki bi temu digitalnemu konju nadeli zeleno uzdo. Matjaž, najlepša hvala. Odličen prispevek, posebej z tem zaključnim vložkom, ki pove zelo veliko. Tako da hvala ti. Za zaključek tega drugega dela, v katerem smo nekako skušali po vsebinskih poljih digitalne vključnosti prebivalstva predeliti trenutne izzive, kot jih vidimo v nevladnem sektorju, ter predlagali konkretne ukrepe za izboljšave. Bi pa še podali en mogoče bolj krovni pregled glede stanja načrtovanja javne politike in pa ukrepov na področju digitalne vključnosti prebivalstva in pa tudi, kako smo mi to resorsko zdaj umestili v okviru Ministrstva za digitalno preobrazbo, kjer vidimo nekatere izzive, ki se tičejo ne toliko posameznih ukrepov, ampak predvsem kako deluje država in kako mi vidimo oblikovanje in pa izvajanje teh ukrepov, tako z vidika strateškega načrtovanja, kot z vidika transparentnosti izvajanja in pa tudi same izvršne zmogljivosti ukrepov.
Na začetku se nisem predstavil. Moje ime je Simon Delacorde, iz Inštituta za elektronsko participacijo in bom na kratko v tem zaključnem drugem delu predstavil nekatere te, bi rekel, bolj politične, javno-politične izzive. Začel bi predvsem z prvim opažanjem, kar zdaj opažamo zadnje leto pri mrežni vladni organizaciji, ko dajemo pripombe na različne predloge zakonov in pa strategij na področju digitalne vključenosti. Mi mislimo, da treba izboljšati normativne podlage za sodelovanje javnosti in pa strokovnih javnosti. V sprejemanje politik namreč opažamo, da se določene javne razprave, časovni okvir za javno obravnavo javnih politik v javni razpravi, na katerega je možno dati pripombe, omejuje, bodi si na 14 dni, bodi si v njih sploh ni javne razprave, kot je bil primer akcijskega načrta za strategijo digitalnih javnih storitev 2030. Konkretno mi smo imeli pa 14 dnevno na primeru nacionalnega strateškega časovnega načrta z digitalnim desetletjem in pa strategijo Digitalna Slovenija 2030. Zakaj to izboljšanje teh normativnih podlag? Tukaj mislim predvsem na resolucijo normativne javnosti pomembno, ker gre za demokratično pismenost nas kot družbe in seveda nekih okvirjev, s katerimi mi kot deležniki sooblikujemo javne politike in ukrepe, da so posledično boljši, imajo boljše učinke in pa tudi boljše rezultate. Druga stvar, ki bi potem v zvezi s tem izpostavil, je, da treba izboljšati komunikacijo med vladnimi resorji pri strateškem načrtovanju izvršnih mogljivosti ukrepov. Namreč vprašanje digitalne preobrazbe to ni silostno vprašanje, ampak je vprašanje, ki se tiče različnih sektorjev vlade. In tukaj vidimo, vsaj na primeru javnega naročila za nakup prenosnih računalnikov, ker je vključenih več ministrskih resorjev, ne, vidimo, da ni bilo predhodne usklajene skupnega načrta, kako se bo ta nakup izpelo in kako bojo potem te računalniki prišli do ljudi, ki potrebujejo te računalnike. Ne. Tukaj govorimo predvsem o tej neki medresorski skladnosti, s katero ima ta vlada kar precej težav in govori o tem neki politični pismenosti in pa tudi politični kulturi, ne, sprejemanja skupnih čez sektorskih ukrepov. Tretja stvar, ki je pomembna in tudi se navezuje na prvi dve, je sodelovanje strokovnih javnosti in upoštevanje potreb prebivalstva in načrtovanja ukrepov. Gre za ta trikotnik, stroka, javnost, politika, ker politika sama ni zadostna, ne, da vsebinsko zastavlja ukrepe na področju digitalne vključenosti prebivalstva, ampak morajo ti ukrepi biti načrtovani v sodelovanju z stroko in pa s ciljnimi skupinami. Tukaj je zelo pomemben vloga nevladnega sektorja, ki ima tako, kot ste videli, strokovne kompetence, strokovna znanja, kot tudi neposreden dostop do ciljnih skupin, katerimi so namenjene ti ukrepi. In tak primer, ker se je to zgodilo, ker te zadeva ni bila izpolnjena, je bil javni razpis za sofinanciranje vzpostavljanja otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc, ker se je tam noter v javnem razpisu znašla neka čudna kalkulacija upravičenega stroška za izvedbo ure usposabljanja, ki je bil narejen tako pisarniško pregledan na internetu, kaj kateri ponudniki ponujajo, potem je bila vzeta neka ravnilka. Na tak način vi ne morete postavljati pogoje za javne razpise pisarniško od skoraj navzdol. Potem, če nadaljujem, vprašanje pravne države, ne, izvajanje zakonodaje. Maša je že upozorila, da imamo zakonodajo, ki je relativno dobra. Problem imamo pa neodgovornega, pa neučinkovitega izvajanja. Ne. Tudi imamo problem izvajanja partikularnega izvajanja posameznih zakonov. Zakon o digitalni vključenosti, ker se izvajajo posamezni členi se pa ne, ker niso prioriteta političnega vodstva ministrstva in tu potem takoj pride potem do neke neuravnotežene digitalne preobrazbe, kar kot mi že kar nekaj časa opozarjamo. Kot sem že vodoma povedal, smo zaskrbljeni tudi zaradi integritete javnega naročanja. Povezavi z nekaterimi javnimi ukrepi, razpisi, se pojavljajo vprašanje integritete, kar tudi vidimo iz poročanja preiskovalnih novinarjev in zato tudi pozivamo ustrezne resore in institucije, da te stvari razčistijo, kajti tukaj gre za porabo davkoplačevalskega denarja in mi moramo biti kot družba odgovorni do teh stvari. To pa pomeni tudi povratno, seveda, razmišljati treba o zunanji evalvaciji izvedenih ukrepov, ki financiramo z davkoplačevalskim denarjem na področju digitalne vključenosti, ki je seveda neka logična faza javnopolitičnega cilja, ko vi načrtujete ukrepe, vključujete javnost, potem naredite javni razpis, to izpeljete, ne, mora slediti pa seveda evalvacija, kaj so bili učinki, kaj so bili rezultati, pa ne samo tako, da so potem že razpisi naštimani tako, da mogoče bojo direktno prispevali k uresničevanju indeksov, kot je DESI indeks, ne.
za katerega v mreži cenujemo, da je nezadosten z vidika ocenevanja napredka države na področju digitalne vključenosti, ampak je treba te cilje nastaviti z vidika potreb, ne, ljudi in pa prebivalcev. Še zadnje 3 stvari bi rad izpostavil v tem svojem prispevku, katero opažamo, da je vse bolj prisotna. Prva stvar je tehnološko idealiziranje digitalne preobrazbe ob neki predpostavki, da bo več tehnologij avtomatsko prispevalo k boljši družbi in pa iz tega izhaja pa ne kritično tehnološko razumevanje digitalne preobrazbe. Ne, in tukaj imamo zdaj mi tudi neko, bi rekel, vprašanje razmerij moči znotraj strok. Katera stroka je kompetentna, da določa digitalno preobrazbo države Slovenije. Zdaj, če bo to samo tehnološka, inženirska stroka, bomo imeli težave, ker bomo šli samo v vedno več tancanja tehnologij, zanemarili bomo pa neke družbene, človeške, humanistične vidike, ki so pa ključni za digitalno preobrazbo. Ni zdaj to vprašanje, koliko tehnologije bomo dali mi v družbo, ampak kako bi te tehnologije podpirale vizijo družbe, ko si jo mi predstavljamo. Se pravi, začnemo z vizijo družbe in potem gledamo, kje lahko tehnologije pomagajo k tej viziji. Ne pa, da je vizija čim več tehnologij, temu se mora pa družba prilagajati. Ne? To je narobe svet. Ne? In moramo zdaj tukaj vidimo potem skozi to neko tendenciozno promocijo digitalizacije strani Ministrstva za digitalno preobrazbo, ki z nekimi PR sporočili konstantno upravičuje ta pristop, pa tudi nekatere vprašljive ukrepe, katere sem že opozoril. Zato smo tudi mi že pred leti odreagirali v okviru Slovenske digitalne koalicije kot mreža Novo Uvid s pobudo, da se ustanovi večdeležniška strateška skupina za družbene vidike digitalizacije. In zdaj vidimo, da bo treba spet to strateško skupino aktivirati znotraj naše mreže in povabiti širši krog deležnikov k sodelovanju. Če zaključim ključno misel, ključni je odnos nas kot deležnikov do države. Namreč država je polje, v okviru katerega mi uresničujemo javne politike in ukrepe in ne moramo se mi tukaj privatizacije. Ne morate vi prideti skozi volitve na nek ministrski resor in potem z neko osebno predstavo o digitalni preobrazi, potem to zamejiti v smislu strukture ministrstva in potem to predstavo, ki ni vedno usklajena za strokovno javnosti, potem voziti skozi javne ukrepe in pa politike. Mi rabimo tukaj neko tudi sistem zavor in pa ravnotežji. Izhlepa to tisto vprašanje integritete. Če zaključim, še mečkam kritične refleksije do nas kot nevladnega sektorja. Vprašanje, kje je tle vloga nevladnega sektorja? Ali po eni strani vloga nevladnega sektorja kot pasivnega, storitvenega podizvajalca vladnih ukrepov in promotorja tehnologij, tehnoloških korporacij, kar že vidimo prakse, ker so kot naštimani poslovni modeli znotraj nevladnega sektorja, ali kot nekega zagovorniškega, avtonomnega, neodvisnega akterja, ki zagovarja glasno in jasno suvereno in trajnostno digitalno vključenost prebivalstva. To je tudi dilema, ki je zdaj mi imamo znotraj nevladnega sektorja. Možno so seveda v tem različne variacije na oboje. S tem zaključujem ta drugi del naše tiskovne konference. Prvi del, in zdaj vabim Kristjana in pa Jožeta, da v tem drugem delu predstavita po konkretne projekte, za kateri mislim, da nek način zrcalijo te naše predloge, ukrepe in pa predstavijo digitalne preobrazbe, kot imamo že Novo Uvid na konkretnih primerih. Tako da bi prosil Kristjan Tkalec iz društva Rampa, da predstavi projekt na prostem za projekt za prosto programe in digitalno vključenost nevladnih organizacij in pa uporabnikov. Simon, najlepša hvala. Jaz bom na kratko povedal malo o projektu na prostem. Sama ideja projekta se je razvila na sestankih delovne skupine za prosto programe in storitve, ki deluje pod okriljem mreže Novo Uvid. Tekom sestankov in dobivanja smo ugotovili, da Novo sektor nima nikakšne podpore pri digitalizaciji in je prepuščen samemu sebi. Posledično se to pol zgodi, da zaradi pomankanja znanja o digitalnih rešitvah se organizacije ujamejo v lovke zaprtokodnih programov, kar slabi suverenost organizacij in povečuje priklenitev na prodajalca, v angleščini vendor locking. Posledično smo organizacije se nabrali na kup, ustvarile konzorcij in smo pripravili rešitev za nevladne organizacije, ki se imenuje Na prostem. Ideja projekta je usposabljena in tehnična pomoč pri uporabi odprtokodnih programov in storitev za nevladne organizacije. Najprej smo izvedli anketo,
kjer smo potipali v NVO sektorju, kakšna je situacija z digitalizacijo v njihovih organizacijah. Dobili smo odgovore od 125 organizacij. Izvedli smo, oziroma še so v finalnem izvajanju več kot 50 usposabljanj. Z akcijo Duh časa smo skupaj donirali več kot 250 računalnikov, podelili 200 USB ključkov z Linux distribucijami. Torej, veliko stvari smo že naredili, veliko stvari nas pa še čaka. Poleg tega smo kot digitalno rešitev spostavili forum, kjer ideja je bila, da se razvije aktivna skupnost za pomoč pri uporabi odprtokodnih rešitev. To moram reči, da smo zelo dobro speljali, kajti skupnost je zelo aktivna na forumu in se v roku parih ur že pojavijo rešitve na vprašanja. Omenil bi še, da smo v drugem poročilu o napredku izvajanja zavez Berlinske deklaracije bili izpostavljeni kot ključen in pozitiven premik na področju spodbujanja temeljnih pravic in demokratične vrednote v digitalnem področju. Evropska komisija nas je naknadno še kot projekt izpostavila na svoji spletni strani, kar smo razumeli kot veliko pohvalo in podporo iz strani Evropske unije. Sam projekt je bil naravnan pilotne narave, s tem smo želeli stestirati in preveriti, kakšna je situacija o uporabi odprtokodnih rešitev v nevladnem sektorju, predvsem kaj za njih pomeni odprtokodna rešitev, ali je to izziv ali je to res rešitev. Cilj je, da nas v naslednjem letu, ker se projekt konča z koncem tega leta, da ustanovimo zadrugo, ki bo skrbela za odprtokodne potrebe nevladnega sektorja, ampak njeno delovanje seveda ne bo omejeno samo na nevladni sektor. To je iz moje strani vse. Hvala. Kristjan, hvala. Še slika spletne strani tega projekta, ki sem jo pozabil vmes postaviti, sem tako poslušal Kristjana pozorno. Tako da vabeni k obisku spletne strani /2 na prostem -prostem.si. Bomo pa tudi, če imamo načrto še posebej dogodek, tiskovno konferenco, ki bomo predstavili. 7. decembra. Ja, naj ti ne bo nerodno, idi na odprtokodno. In seveda prvi video posnetek, ki je na tej strani, je pa sliko Matjaža. Ne vem, zakaj ste me tako izpostavili. Ja, tega, ker si to zaslužiš. Ja, vsi zaslužijo. Ja. Vsi. Preden pridemo v bolj neformalni del te današnje konference. Jože, še enkrat hvala, ko si z nami iz regionalnega stičišča Središče. Jože nam bo pa predstavil pa eno akcijo, ne kar eno akcijo, ampak zelo pomembno akcijo, ki kaže tako naprednosti sodelovanja podpornih struktur nevladnega sektorja na konkretni kar hudi zadevi, ki je prizadela Slovenija avgusta. In kako smo se nevladne organizacije odzvale, povezale in kakšni so rezultati akcije na mizne računalniki za prizadete v poplavah. Jože, izvoli. Kot je bilo rečeno, moja naloga je, da predstavim akcijo na mizni računalniki za prizadete v poplavah. Dejstvo je, da smo v aktivnosti sodelovali predstavniki društva Duh časa, mreže NVO-VIT in zavoda NEFIX, stičišče Središče. Je pa tudi dejstvo to, da dejansko to, kar je prej sem predstavil, da so pač te programi odprtokodni, ki so se na eni strani recimo zbirali za potrebe nevladnih organizacij, potem tudi prav prišli na teh Linux distribucijah, ki so jih pač dobivali te, ki so te računalnike dobili. Naš odziv je bil hiter in z področja, ki ga pokrivamo. Nismo si izmišljavali nekih novih stvari, zbirali denarja, ga potem distribuirali, ampak smo rekli to, kar znamo, združimo močmi in naredimo nekaj dobrega. Naredimo nekaj dobrega s tistim, kar imamo, ne iščemo nekaj novih rešitev, dajmo ljudem tisto, kar rabijo, zato so mogli sami povedati, kaj želijo, in pa ne kupujmo novih stvari, ampak recikliramo in pika. In to je bila tista glavna pobuda, stvar, ki se je potem razvijala v to, da seveda je bilo en kup vprašanj, kaj, kako, če narediti, kdaj narediti, ljudje imajo še poplavljena stanovanja in boš ti zdaj kar računalnike nosil, ampak dejstvo je, da naj povejo, vmes se priprav, ker tudi vsaka stvar ni kar takoj, to pomeni, mora nekdo pogledati računalnike, jih pripraviti in potem še distribuirati. Tako da ta del se je kar dobro razvil in razdelili smo 40 monitorjev, 40 stacionarnih računalnikov, 22 prenosnikov,
še kose ostale multimedijske opreme, ki jo recimo rabijo tudi potem posamezniki za delo v šoli. Bilo je kar nekaj klicev, čez 20 in pa potem še 100 ljudi, ki so pa vdali te konkretne prošnje. Naš največji izziv je bil to, da res nismo mogli ugoditi vsem, ker se je pač na koncu pokazalo, da zelo veliko ljudi pričakuje prenosnike, tako da je tudi še nekaj ljudi na čakanju iz tega poplavnega območja, da seveda mi tudi pridemo do nekih teh računalnikov, ki jih lahko potem damo naprej. Na terenu se je ravno to videlo, da ljudje pač še niso navajni, da pač, ko govorimo o računalnikih, da so tudi še namizni, ker so že kar pričakovali prenosne, potem tudi ta odlična podpora za odprtokodne programe, ki so že imeli vse na desktopu, torej na namizju, da so res lahko takoj začeli uporabljati skupaj z navodili, ki so bila pripravljena, tako da z tega vidika je bil tak odziv in ta sprejem zelo dober. Hkrati so se pa tudi institucije začele oglašati, recimo, če je kdo, kakšna šola, ki je rabila ali pa to, ali pa podjetja, ki so potem videla to akcijo in so rekla, mi bi dali računalnike, in so jih potem v bistvu so bili nekako informirani. Hkrati pa smo seveda dosegli ta osnovni namen, pomagati ljudem, pomagati jim tam, kjer so in s tistim, kar rabijo, seveda z recikliranim oziroma z starimi stvarmi v tem smislu rabljenimi, seveda so obnovljene in je res poskrbljeno, da delujejo, ampak hkrati pa vidimo, da seveda informacija še ni prišla do vseh, seveda se zdaj širi bolj horizontalno, torej med ljudmi, ki so bili deležni te pomoči in zdaj povejo še drugim, mogoče pa še majčkeno manjka tega enih objav medijskih mogoče, da bi res ta informacija, mi ocenjujemo, da je še nekaj ljudi z tega področja, ki bi še rabili, tako da bomo veseli vsake objave. Dejstvo pa je, da smo tudi videli, ravno, da se tudi zdaj že kakšne nove pobude z prenosnimi računalniki in tako dogajajo. Nas bi sam veselili, da damo skupaj roko v roki, ker mi vemo že komu smo dali, vemo na kakšen način so te potrebe in kaj ljudje še potrebujejo, poleg, da dobiš distribucijo Linuxa, še navodila, še mogoče klicni center, da ti kdo kaj pomaga. Tako da vidimo eno tako veliko priložnost, da ta projekt zdaj zaključimo in potem seveda gremo še na kakšnega naprej. Tako da to bi bilo en ključen stavek. Če boš pa dal pol na konc nam še za zaključno misel. Bo pa tudi še toliko boljš, ne? Ja. Prav, Jože, vsekakor bomo naprej vedno še pobrali kakšno vprašanje tudi, strani občinstva. Predno pa res zaključimo s tem formalnim delom našega dogodka, bi še strani mreže dali najavo, da bomo naslednje leto naša mreža praznuje 10. obletnico delovanja, to mislim, da je kar pomembni jubilej, in bomo v tem priložnosti organizirali neko stanovsko akademijo, na kateri bomo pa podelili priznanje mreže Nov vid za projekte in aktivnosti civilne družbe za pravično, uravnoteženo in pa sovremeno digitalno vključenost. Zakaj se nam zdi to posebej izpostaviti na tem mestu? Namreč, če pristanemo na tezo, da je prihodnost nas vseh, naših življenj in pa družbe digitalna, v redu, ampak mi kot ljudje, državljani, občani, nevladne organizacije, družba, moramo imeti možnost vplivati na to, kakšna bo ta digitalna prihodnost. In to neobhodno odpre vprašanje, kakšne tehnologije uporabljamo, kdo je lastnik nosilc teh tehnologij in kakšne so posledice te uporabe in ali nam te tehnologije dejansko omogočajo živeti suvereno življenje v digitalni družbi. Zato bomo kot mreža ocenili, kateri so ti projekti, ki prispevajo k tem vrednotam, kot so digitalna suverenost, tehnološka neutralnost, suverenost uporabnikov, tudi zaradi tega, ker opažamo, da se podeljujejo različnim nekim javnim storitvam nagrade, ki po našem mnenju niso vedno upravičene. Posebej primer elektronska osebna izkaznica, ki je nezaključena storitev, pa dobiva neke nagrade gospodarske zbornice in pa nekih strokovnih druženj. Mislim, da moramo glede tega reči, kako se že reče, Bobu Bob, ali so te storitve dejansko takšne, kot mislimo, da so z vidika upoštevanja osnovnih načel digitalne vključenosti, digitalne dostopnosti, suverenosti, tehnološke neutralnosti in bomo tudi tukaj kot mreža potem zgradili neko alternativno predstavo o tem, kaj pa tudi mi mislimo, da so tiste stvari, projekti, ljudje, skupnosti,
kateri mislim, da prispeva k pravični digitalni vključenosti. Tako, zdaj pa še zaključen delo sprejemamo vprašanja občinstva, tako da, če bi vabim k vprašanjem, če bi želel že kakšno vprašanje postaviti, zdaj priložnost. Ni vprašanj. Tako, potem pa samo še zaključne misli naših cenjenih govork in pa govorcev, pa bi šli kar, kako smo šli prej, Mateja, Maša, Matija, tako naprej. Vaša ključna tista misel z današnjega dogodka, ki želite še sporočiti občinstvo. Ja. Hvala. Jaz kot zaključno misel dala nekje v splošno, široko razpravo in sprejemanje, dajmo starejše sprejeti kot ljudi z zanimivo zgodovino in bogatimi izkušnjami. In kot si ti omenil medresorsko povezovanje, bi bilo tukaj zelo, zelo dobrodošlo, da so ministerstva tista, ki grdo po angleško rečeno lead by example, se pravi vodijo z zgledom. In je bilo zato zelo zaželjeno, da se vsaj tista naša ministrstva, če jih tako imenujem, za digitalno preobrazbo, za delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti in za solidarno prihodnost povežejo in pripravijo ukrepe, ki delujejo. Tukaj bi izkoristila še to priložnost, da še z našega stališča društev upokojencev in naših članov, ki vemo, da so računalniško podhranjeni, delimo dobro prakso projekta na prostem. Zadeva je po, recimo temu, počasnih začetkih zelo dobro zaživela. Počasni začetki so pa to, kar je bilo že izpostavljeno, ker dober glas se širi od upokojenca do upokojenca. Ostale zadeve nekako ne delujejo in veliko več je njim vredno, če jim njihov vrstnik pove, tole popej, tole je dobro, tole se splača, ker dobiš opremo, naučijo te jo uporabljati, pa še vzdrževanje imaš zraven za te konkretne primere. To so tiste ključne zadeve, ki jih naši potrebujejo. Vem, da je zdaj kar nekaj ukrepov zunaj, ampak to je primer dobre prakse. Kar se tiče pa osebne izkaznice, bi pa tukaj namignila vsem ustreznim ustanovam. V Sloveniji imamo več kot 300 000 ljudi starejših od 70 let. Zakaj je to pomembno? Od 70 leta naprej imaš trajno osebno izkaznico, ki jo ni potrebno menjati. A to pomeni, da bomo zdaj kar 300 000, mogoče kaj manj, ker kdo si bo želel novo, dražjo osebno izkaznico, ostali bodo pa izključeni. Ne bom pa zdaj načenjala teme, koliko je osebna izkaznica varna glede na hekerske napade. To je več druga zgodba, ki jo bo pa kdo drug naslovil. Tako da jaz bi s tem zaključila mojo dolgo zaključno misel. Dolgo, ampak posebno mesto. Hvala, Mateja. Maša, izvoli. Ja, jaz bi zaključila s to mislijo. Torej, področje digitalne dostopnosti in ki bi bilo, torej digitalna dostopnost, ki bi bo trajna, vzdrževana, nadzorovana in taka, kot se spodobi in more biti. To lahko omogočimo le s sodelovanjem stroke, kar pomeni strokovnjakov, ki imajo izkušnje na terenu, izkušnje z uporabniki, z različnimi invalidnostmi, izkušnje s testiranji, analizami in tudi izkušnje z odzivi iz terena, tako iz tehnične plati kot uporabniške plati. In pač, dokler se to ne bo zgodilo, priznalo in začelo vključevati, bomo pač na dveh polih in kakovost digitalne dostopnosti je pa pač takšna, kakršna je. Mislim pa, da je pač ključno, da se začne vključevati stroko, priznati izkušnje in potem bo pač stvar veliko bolj zaživela. Maša, hvala. Matija, kaj zaključna misel? Z mojega področja najlažje za zapomniti je prav ta sam public money, public cost. Zakaj to stalno gonimo? Zaradi tega, ker pač javna sredstva, ki se vlagajo v odprto kodo, odprte standarde, odprte formate, imajo ogromen pozitivnih eksternalnih. Zakaj to zdaj pomemben? Je, ker je, če se spomnim zdaj, ko sem me učil na faksu, na pravnem faksu, v javno upravo in državna aparat in vse skupaj, je celotna ideja javnega dobra in
javnega prava in zaradi tega tudi javnih investicij v nasprotju z zasebnimi investicijami je to, da je treba včasih mogoče kaj investirati v to, kar ima pozitivne eksternalije, ker so mogoče eksternalije bolj pomembne, kakor je pomembna sam output finančen, specifičnega. Mislim, return of investment je tukaj večji v eksternalijah, kakor je v samem direktnem investiciji. Ne. Tako da public money, public code, klicaj. Dvojni. Matjaž, izvoliš? Ja. Tvoj prispevek še? Jaz na naših predavanjih, usposabljanjih, ki jih izvajamo za starejše v glavnem, ko pridemo do odprte kode, rečem od ljudi za ljudi, na drugi strani tehnice je pa od podjetja za profit. In to je nekaj, kar prežema naš svet, ne, torej dejansko vse, kar se danes dogaja, se zgodi zato, ker je vzad nek profit, sicer se mogoče stvar sploh ne izvede. Mi ta trend nekako poskušamo presekati. Že v dejavnosti, ki jo naše društvo Duh časa izvaja, je vse, kar delamo, plod dobre volje ljudi, posameznikov, ki svoj prosti čas in dobro voljo usmerjamo v dobrobit družbe. In za zaključno misel bi dejal, da je to smernica, mogoče rdeča nit, ki bi morala prežemati 3. tisočletje. Matjaž, hvala. Kristjan, izvoli. Hvala. Kakorkoli se sliši, da je na prostem primer dobre prakse, je bilo v resnici gašenje požara, ker smo se nevladne organizacije smo gotovili, da nekaj ne štima, da nevladne organizacije ni poskrbljeno za digitalizacijo in so spet nevladne organizacije reševale druge nevladne organizacije, kar se je zgodilo že marsikrat. Bistvo funkcionalne države je, da poskrbi za vse svoje akterje, torej od gospodarstva, nevladnikov, vsakega državljana posebej, vse. Nevladni sektor predstavlja moralno hrbtenico države in kot takšen bi mogel biti aktivno vključen v delovanje države, sprejemanje novih predlogov in pri pripravi novih načrtov za prihodnost. Skupaj, kot že vsi vemo, lahko dosežemo več in z vključevanjem nevladnikov v delovanje države bi tudi lahko marsikaj več dosegli. Hvala. Hvala, Kristjan. Še Jože, izvoli, še tvoje. Ja, mi si pa želimo, da bi dejansko čim več ljudi dobilo informacije, da lahko dobijo računalnike, da obstaja program, projekt, ki to omogoča, da se ne bi informacije širile samo horizontalno med ljudmi, ampak da dejansko pridejo do njih tudi prek medijev, ki bi mogli odigrati to svojo vlogo, ki jo imajo. In pa da dejansko se še zmeraj tudi v društvu Duh časa sprejema računalnike in jih s pomočjo partnerjev deli ciljnim skupinam, kjer pa je ključno to, da je treba razumeti, da ni vsak računalnik dober za naprej, ampak da je treba imeti eno celo infrastrukturo prostovoljcev, ki ocenijo ustreznost, očistijo, pripravijo za novo življenje. In ključno sporočilo je, da imamo tukaj stopiti skupaj in si pomagati. Jože, hvala. Namesto malo zaključne misli bi rad dal iskreno zaključno zahvalo vsem, ki ste podali te zaključne misli. Mislim, da odraža ravno to bogatstvo izkušenj, tudi modrosti, neke človeške predstave o tem, kaj se želimo, da se dogaja na področju digitalne preobrazbe in predvsem pa odraža to širino mreže nevladnih organizacij, vključujočo informacijsko družbo in kapaciteto, da lahko tako kritično naslavljamo te dileme, katere smo danes pogovarjali, kot tudi dajemo smiselne in pa tudi upravičene razloge. Jaz mislim, če bojo te misli, ki so bili sedaj na koncu podane, naletele na odziv, kjerkoli že, zdaj, ko smo jih tudi sprožili pa nasirali, mislim, da smo lahko pozitivni glede digitalne naše prihodnosti. Zato še enkrat, najlepša hvala vsem vam za to okroglo mizo. Ja, mislim, da je bil najboljši dogodek našo mrežo do zdaj, v 10 letih, ampak tisto 10 obletnici bo pa še mogoče, mačkam boljše, se še bomo potrudili. Da smo postavili standard. Da smo standard postavili visoko. Tako da, vsem hvala, ki ste prišli danes nas poslušati, sem fizično, tudi vsem, ki ste nas spremljali preko spleta. Mi bomo za naslednjih dneh še podali sporočilo z javnost, ker bomo povzeli vsa ta naša sporočila.
tudi posnetek bo objavljen, bo na tej povezavi, ki se zdaj spremljali, tako da naj ta sporočila bi bila še naprej in se vidimo na naslednjih dogodkih naše mreže. Hvala še enkrat in vsem želim lep dan še naprej. Hvala.